Človeku se zgodi, da enkrat v lifeu ne ve več, kdo je. Pol moraš narediti preizkus. Tako se je odločila tudi Aida, da končno spozna, kdo je cen zaradi denarja in kdo ne. Aida Jazbec ni več lastnica tovarne čokolade, ker je naredila usodno investicijsko napako. Kaj? Manica pa je padla v nezavest, ko je ugotovila, da starejši gospod morda ni to, kar ona misli, da je. Prej ste mi trdili, da ga še srečali niste, a zdaj ga pa držite za rogo, kot da se poznate že 100 let. Moj foter pa očitno tudi ni vedel, s kom ima opravka. Pa so ga nabunkali. O, Jezus. Zdaj bo trenutek resnice pri nas doma. Se mi zdi, kot da se igramo z ognjem, ker tole bo borba za svobodo posameznika in družbe. Verjemite mi. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Jože, daj na peni se, toliko ti bo vse rane popokale, cela scena kadvala, še preden bomo zares začeli, no. Ja, dober si rado, da se zezaš v tako resni situaciji. Meni se pa gate tresejo. Ko sem malo po tebi gati za test. Ti že fetik, zdaj sem jaz na vrsti. Zdaj jaz se skidam svoje življenje, svojo službo, svojo kariero, pa se zopostavljam direktorju svojemu, po svoji učiteljici iz 2. razreda osnovne šole. Škaj je to? Blagor hrabrim, kajti ti bodo deželo posedli. Dobro rekel, sam ne vem, kaj to pomeni. No, dosti je. Zdaj se raj dogovorimo, kako bomo vse tole speljali. Najprej, ja, usedimo se. Takole. Rado, jaz mislim, da bi bilo dobro, če bi ti tukajle. Sem prid. Tele? Joža, ti boš kar tukaj, vi, gospod Finžgar, pa tamle. Jaz bom pa tukajle. Takole, v redu? Ja. No tako. Se pravi, Jožeta na začetku ne bo zraven. Skrijemo ga v kopalnico in ga razbitega pokažemo potem na vrhuncu dokajanja kot dokaz resnosti zadeve. Jaz bom odprl konferenco. Čak, se nismo zmenili, da bom jaz govoril. Rado. A ti boš sprejemal novinarje, tamle pri vrati, no petke. Paz na kriminalce, da se ne bo kdo infiltriral. Vsega boš lepo pregledal, legitimiral in paz, da kdo ne uleti s kakšnim orožjem. V redu? To že ni problem, to bom jaz že naredil tako, kako je treba, da se vse pregleda pa vse. Ampak bom pa govoril, tako, kot smo se zmenili z onom Tasuhom od Smiljana. Ja, jasno, Rado, ampak pol. V redu. Tako, a zdaj vse jasno? Jasno. Ja, kaj bom pa jaz delal? Ja, nič. Najbolj, da kar lepo sedete in molčite. Važno je, da vas novinarji vidijo, tako bo stvar bolj verodostojna. Ves čas bo že še prišel. Zdaj pa paste, vsaka beseda je zelo pomembna. Zato predlagam, da vse, kar bomo govorili, lepo zapišemo. Joža, imaš kakšne bloke? Ne. Daj, prinesi. V redu, sam
Jaz sam to, razumeš, gledam, da na kakšne bombe kaj podstavljene. Drugače pa vse okej, no. Dobro, pa dajte jo zmočiti po vratu, jo dajte zmočiti, no. Šta ćeš, bre, ti meni da pričaš, šta ću ja da radim? Ja znam kako se to dela. Zbog mene su mnoge žene padale u nezavist. Manice, dušo, nemoj da mašeš tim sakom, nemoj da narediš neki orkan. Ja treba da nazebem ovde, da dobijem zapalene pluća, da umrem i to onda kad sam našao moju Manicu. Manice, dušo moja, zbudi se, Manice. Prosim te, zbudi se, Manice. Dobro, u redu, polje bom dal pa jaz, polje bom pa jaz masiral srce, no. Ne! Ti ćeš moje Manici da masiraš srce. Beži tamo. Ja ću da je masiram srce. Ja ću. Manice. Ajde, Manice, dušo, zbudi se. Manice, zbudi se. Prosim te, Manice. Polje bom dal pa umetno dihanje, usta na usta. Nikako umetno disanje. Šta si ti, doktor? Ja ću da je dam umetno disanje. Ma daću ja tebi umetno disanje. Manice, ajde. Zbudi se. Manice. Neće. Dobar dan. Dan. Mi skrb začuvaj, da. Spoštovani, pozdravljeni na našem kriznem sestanku. Žal smo se zainvestirali in zašli v izgubo, tako da naša tovarna propada. Aida ni več lastnica tovarne in jo je morala prodati, ker smo bankrotirali. Kaj? Aida vam bo sedaj povedala naš krizni načrt. Aida, prosim. Propadla sem, zdaj sem revna. Pa moram nekaj stvari še urediti. Pa me zanima, kdo bi mi tako malo za to pomagal, da uredim, kar moram. Zdaj pač ne bo več. Čokolade, Manja, pa Luna Parko. Pa je čisto res konc, ali kaj? Ja. Pa se sem vedela. Da otroci ne morejo voditi tovarne. Da bo šlo vse v grunt. Dej, mami, no. Kaj dej, mami? Morala bi biti pametna, pa vzeti denar, pa vaju 12 šeškrat po nagi riti. A pa je čisto res konc. A pa bomo morala avto prodati, ali kaj? Ja. Pa oblekce tudi. Ja. A bolj je konc. Mami, konc je. A pa odpravljaš, Števka, da so tvojega ubozga Jožeta pošten pretepli? Pošten so ga, pošten. Še dobro, da ga niso fentali. Ti povem, očitno so prste vtaknili nekam, kjer gre, ampak hudo zares. Moj bog, nikoli si ne bi mislila, da bo naše stanovanje bunker in da se bomo tresli za lastna življenja. Evo, dela. Zdaj pa resno gledamo ta reality TV, no? Ja, zdaj moramo samo še do konca vrata zagrniti, pa okna zagrniti, pa vrata zapreti. Dajta vidva vrata, mi bomo pa okna. To stanovanje mora biti naslednjih 24 ur neprodušen bunker. Gremo na delo. Pa je tako, kot Sadam, ne? Kdo? Sadam. Kdo? Kaj je s tabo, Nina? A se ne počutiš dobro? Pa Rozino, pa kakšen life je to? Jaz sem tle noseča, živimo v enem bunkerju. Oče tega nerojenega otroka se gre pa kavbojce, pa indijance, pa odriha po lastni službi, pa jaz, Rozino. Dobro. Gremo pa na naslednjo. Pod eno streho. A pol je Manica vaša zaročenka? Živa je. Ja sam je zaprosio za ruku. Pa sej, če sem jaz prav razumel, ona sploh ne ve, ne? Kdo ste?
In ko bo izvedela, da niste to, kar ona misli, da ste, vas bo odslovila. Šta ima da me oslovi, šta ima da se jezi, bre? Kad bude saznala da ja nisam neki navadni upokojenc, siromah, nego da sam, bre, car, da sam pun love, da sam bogatun, koja bi se jezila? Ajde, povej mi, koja? A dobro se pravi potem, da ste se ji predstavljali kot siromak. Ja. No in zakaj pa? Se moški se ponavad predstavljajo ravno obratno pred ženskami, ne? Dovoli mi da ti objasnim. Pogledaj, taki nikoli ne dobiju ženu kako u resnici jeste. Razumeš? Jer svaka se lepi za bogataša, a za siromaha samo ona koja ga u istinu voli. I zato sam se ja tako predstavio. I pogledaj, ja volim nju, ona voli mene. I šta se dalje ima da se priča, razumeš? A zdaj, ajde da izbudimo. Dobro, to je dobra taktika, v redu je. Torej boste dobili hišo, v paketu boste pa dobili še ženo in njen frizerski salon. Pa ti si pametniji nego što sam ja mislio o tebi. Ajde, rekao sam ti da je sad zbudimo. Ajde. Tako. Anice. Rado. Dejno. Vse tako. Dobar dan. Kriminaliste, da, dobro, desko. Vas moram malo najprej pregledati. Počakaj. Kar naprej, ja. Ne, kar naprej. Dobar dan. Da, dobro, desko, kriminalist. Treba, dobro, kar naprej. Dobar dan. Čakajte, obrnite se malo. Pa zdaj pa še enkrat nazaj noter. Dobar dan, da, dobro, desko, kriminalist. Dobar dan. Panje, kar naprej. Nobenega ni več. Lahko začnemo, Koden? Ja, kar. Izvoli. Spoštovani... Desnic. Spoštovani novinarke pa še posebej zelo pozdravljene. Rado, vratnik. Spoštovani novinarji, spoštovane novinarke, lepo pozdravljeni. Trenutek resnice se bo vsak trenutek začel. Se opravičujem, če sem katero prej malo preveč zarit zagrabil. To je bilo samo po službeni dolžnosti, se reče Kennedy. Kot bi rekel Bučar, Kennedy. No, ampak stvar je resna. To, kar boste danes slišali, je šokantno. Je nedopustno. In nezaslišano. Predvsem pa resnično. Trenutek resnice naj se začne, zato bi vas, gospod Koren, prosil, da pridete pred mikrofon. Hvala lepa. Hvala. Dober dan, spoštovani novinarji in seveda vsa Slovenija. Kot verjetno vsi veste, sem bil do nedavna direktor na televiziji. Trenutno priznam, sem v preiskovalnem zaporu, prav ta trenutek pa v hišnem priporu. Kot je že rekel kolega Rado, vam bomo danes 4 pogumni možje razkrili ozadje največje kriminalne združbe v naši državi. Smo 4 možje, ki se ne znamo streljati in nimamo orožja. Imamo pa medijsko zaledje, ki ga bomo tokrat uporabili, da bomo svojo zgodbo in s trdnimi dokazi dokazali, da se v naši državi z nečednimi posli ukvarja policija, politični vrh in naši najpopularnejši državljani. Kot je že rekel kolega Rado, trenutek resnice naj se začne.
prav mislim, tole je pa napetka struna. Nisem si mislila, da se bo za našo mizo kdaj dogajalo kaj tako prelomnega, zgodovinskega. Zdaj samo vprašanje, kako se bo to razpletlo. Če se igraš z velikimi zadevami, lahko na koncu prideš iz igre kot zmagovalec, lahko pa tudi kot totalni loser. Me prav zanima. Pa vas? Štefka, Rozija lahko pride, da pomaga, da še tole do konca zagrnemo. Seveda. Tole moramo dati, ja. Maja, prideš malo sem, prosim. Lej, jaz sem noseča, ne, in na stvari gledam pač zdaj drugač, v bistvu lepš in dobila bom tega otroka, pa... Lej, Maja, situacija, v kateri smo zdaj, je ful čudna, ne. Si sploh ne vemo, bomo preživeli in res, Maja, jaz bi tako rada eno stvar s tabo razčistila. Za vsak slučajno. Ja, kaj? Lej, to, kar se je dogajalo med mano pa med Gorazdom, ne, on je bil nič kriv, Maja. Res. A veš, jaz sem ga zapeljevala, on se pa branil, zato ker te je imel, no pa tudi sem prepričana, da te ima še vedno zelo, zelo, zelo rad, res. In on ni nič kriv. A mi, se pravi, misliš? Glej, zaupi mi, vse, kar sem ti zdaj povedala, je čista resnica, čisto vse. Prisežem pri tem nerojenem otroku, ti prisežem, da vse, kar sem rekla, je res. Trenutek. Oši, čak, začel se je. Začela se je. Začel se je. Peti, peti. Vozi, kar bi se vsi. Ja, ja. Torej, jaz ne vem, jaz bom šel, meni tudi šola nagaja, pa mame mi teži. Res, no. Odstopam. Svidenje. 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 Ajde, Maši, Maši. Maši. Ja. Manice, dušo. Marička. Hvala Bogu. Zbudila si se. Joj, Marička, kaj sem sanjala? A verjeten? Zato, ker sem kar takole v stolu zaspala, ali kaj? Ja, Manica, kaj si to sanjala? Sanjala sem, da me tale gospod rekel, da si ti princ Karađorđević. Sej, to niso bile sanje. To je bilo res. Res? Gospod je res princ Karađorđević. Joj, sto. Aj, sto. Joj, kaj sad? No, ne, nemoj sako. Ajde, kravata, spet kravata. Ajde, tako. Aj sad hitro, malo, hitro. Opraviti imamo zelo organizirano združbo visokih uradnikov, ki dopuščajo trgovino z mamili. Vpleteni so policisti, pa ne navadni, vodje. Vpleteni so politiki, vpleteni so zvezdniki, tako kot povsod po svetu. In vsi ti služijo ogromne denarje s preprodajo mamil, ki ubija naše otroke in posledično tudi našo družbo. Pa ne govoriti brez kakršnih koli dokazov. Kot sem rekel, novinarski kolega, imamo dokaze. In naš prvi dokaz, da gre za res kruto igro,
je naš kolega, novinar iz televizije. On je živa priča te neusmiljene in krute igre. Moj kolega, ki je začel intenzivno raziskovati ozadje te krute zadeve, v katero sva bila oba na silo potegnjena kot vplivna televizijca. Torej, oba sva nastradala. Tako da sem jaz v zaporu, on pa, no boste videli, kaj je z njim. Predvsem pa sva se odločila, da bo vas še dvema pogumnima možema temu naredila konec, za vsako ceno. Prosim, Jože Bogataj, da stopiš sem. Pozdravljeni. Maska. Ne, Prosim, gospod kolega, vzdržite se pripomb. Jože, prosim, usedi se. Kot vidite, igra sploh ni nedolžna. Tu gre za življenje in smrt. Tu gre za milijone umazanega denarja, za katerega so nekateri pripravljeni celo ubijati. Midva z Jožetom nimava več kaj izgubiti. Razpadajo nama družine, najina otroka sta žrtvi heroina, te iste trgovine. Zato sva se odločila iti do konca. O, Marija, pomagaj. Da sva našla plemenitega in poštenega kriminalista, policista Rada Breskvarja, ki nama je pri tem pomagal in nama priskrbel vse potrebne podatke. Vsi trije pa smo dobili še moralno podporo od gospoda Finžgarja, ki podpira ta boj do zadnje kaplje krvi za pravico in resnico. Predlagam, da svoje povedo tudi moji trije kolegi. Samo še to. Morda se vam bo zdelo malo preveč filmsko, ampak mi štirje se imenujemo kar untouchable, nedotakljivi. Hvala. A lahko sam nekaj, če se lahko malo skupaj postavite, da vas slikamo, no? Seveda. Noro. Kaj se dogaja? Tudi pri nas, mislim, zdaj, ko smo pri Korenovih. Tina se mi je ful opravičila. Ni mi jasen, kaj se z njo dogaja. Očitno hormončki. Ampak to, kot njej furajo hormoni, to k nam vsem buta adrenalin v kri. Zdaj nam sam še manjka, da eden od novinarjev ni novinar, ampak mafic potegne pištolo in začne se streljati in kot v filmu. Pod eno streho. Ma dosti tega ne bomo več gledali. Ne, no mene preveč živira tole, pa ne bomo gledali več, ne dam. Čakajte, no, pa kaj vam je? Poslušajte, no. Pa Štefka ima čist prav, pa kaj vam je? Pa to nas sam nervira, sploh pa mene, no. Pa ne morem, jaz, ko sem noseča, gledati, kako se oče tega otroka igra s svojim lastnim življenjem, kaj vam je? Ma ste nori, potem pa gledamo. Sploh ni tako neumen, kar hočeta Štefka pa Tina, no? Če gledamo televizijo, čist nič ne pomagamo našim moškim. To je tako, ko bi sedeli križem rok. Edin, kar s tem dosežemo, je samo to, da se nerviramo. No pa kaj ne naredimo, pol, če ne gledamo? Pomagali jim bomo. Ko? Prosim, usedmo se. Primo se za roke. Ponavljajte za mano. Marička. Ja, Marička, kaj sem sanjala? Kaj si sanjala? Ja, sanjala sem, da mi je tale gospod rekel, da si ti princ Karadžordževića, veš. Da, sej to je res. Ja.
Res? Jo, stol. Tako. Ja, spet je. Kaj bomo zdaj? Ja, nič, deva oživljati tretjič. Greva. Tako. Stop. Tole ne bo v redu. Ne, to ne bo. Če se zbudi, kaj bo? Kaj bomo zdaj? Ko se bo zbudila, bo spet povedala, kaj je sanjala in ko je poveva, da je to res, se bo spet zgodila v nezavest. Ja. In kaj da narediva? Ja, ne vem, ne smejo biti tukaj, ko se zbudi. Poglej, da se skrijemo nekje. Ne, greva v mojo pisarno, tam bova pripravila vse za poroko in hišo in se bova vrnila nazaj, ne. Ko se bova vrnila, bo ona že pri sebi. Bravo, vi Slovenci ste pametni ljudi. Ja, kdaj pa nam rata, ne? Dej, greva. Ajde, počakaj me tu, nikamo ne greš. No, jaz mislim, a ne? Mi da imamo tudi probleme, pa da ne boš mislila, da zaradi lunaparkov, pa denarja, pa čokolade. Sploh ne zaradi tega, ampak tudi šola najmejhan stiska, ne? Ja, ful. Pa same slabe ocene, pa se bo treba učiti cele dneve, tako da ne vem, če bo šlo, kaj to direktorstvo ful cajta vzame, ne? Res, sorry, vidim, da so ful tvoja frenda, ampak ne morava več, tako da bi šla. Adijo. Adijo. Tijan. O, Marička, kaj sem jaz sanala? Ja, saj to je pa neverjeten. Sanala sem, da bi bil moj penzionist Primc Karadžordževič. Ježeš Marija, saj to je pa čist neverjeten. To je glih tako, kakor če bi imel Jimmy punco. Pa da bi bila Nancy zaljubljena v Jimmyja. Ježeš Marija, baba perforana, pa saj to je neverjeten, teb se pa čist bledeno, pa to ni resno. Kaj je, šefica, kaj gledaš rokico? Ma prav vidiš, ja. Manči, midva sva zdaj najboljš prijatelja. Ljubezen je res nedoumljiva. A ne, Lenka? Pod eno streho, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho. A veste, ko človek pride enkrat do konca slepe ulice, ko ga stiskajo za vrat, ko ve, da se bori za pošteno in dobro stvar, ko te pretepajo, ko si na dnu, kar naenkrat od nekje pride silna moč in energija, ki te vsega preplavi. Počutiš se močen kot gorila in odločiš se iti do konca. To je skoraj nadnaraven občutek. To je kot magija. Naj vse naše želje poromajo do naših vrlih mož. Naj postanejo močni kot gorile. Neomajni kot hrast. In ko si naenkrat močen kot gorila, neomajen kot hrast, si rečeš zdaj ali nikoli. In takrat začneš razkrivati kriminal in se kot mali Don Kihot zaženeš v mlin na veter. In zdaj prosim našega vrlega kolega, policista Rada Breskvarja, da nam postreže z dokazi. Posnel je vsa kazniva dejanja, katerim smo nasledili. Prosim, Radota,
da predloži prve obremenilne dokaze. Rado, izvoli. Hvala, gospod Bogataj. Ja ne vem, jaz sem v bistvu že od vsega začetka tle, pa vem, kako je, če firma je v dobrem, pa zdaj tudi, kako je v slabem. Pa tudi ne morem si predstavljati, kako bi lahko zapustil ladjo, ki se potapla, z mojo mamo pa sestro na krovu. Tako da jaz zagotovo ostajam. Hvala, Jana. Pa ti, mami? In skupaj dajmo moč in pogum tudi našemu Radotu. Naj bo hraber kot lev. Hiter kot leopard. Zvit kot lisica. Močan kot slon. Hvala lepa, hvala lepa. Lahko si predstavljate, v kakšni poziciji sem kot policist, kot kriminalist. Na tele kaseti, v tele napravi so obremenilni dokazi. Posnetki telefonskih pogovorov, ki dokazujejo, da je eden izmed policijskih šefov in s tem tudi moj šef povezan z mafijo. Da ji dovoljuje preprodajo drog in do tega vleče mastne denarje. Po drugi strani pa sili televizice, da prikazuje policijo kot uspešno, Marija sveta, to je pa tudi smešen, kaj jaz vse sajnem. Najprej sajnem, da je moj penzioner princ. Ja, princ, ja. Pa da ti nisi Nancy, ampak Alenka. Pa da ni Jimmy to, kar prav da je. No, pol pa vidim, da je v naši bajti kriminalka, da se dogaja z direktnim televizijskim prenosom. Kristus je se spogledano Radota, pa novinarje, pa Bogataja, pa Korena. Ježaš Marija sveta. Da bom pritisnil na tale gumb. Glej. Da, dragi kolegi novinarji, Jaz se me bo kap. ne pride resnica na dan. Ježaš Marija. A je že kaj jasno? Rado je glih pred tem, da zažene to kaseto. Bolj krotkim, kaj ti bodo drželo posedli. Daj pritisni, Rado, dej, no, Rado. Hvala lepa, gospod Fižgan. Kakšno neumno vprašanje, jaz sem vajina mama. Kako naj vaju zapustim v težavah? Sicer sem ves čas govorila, kaj bi morali narediti, mislim. Vse, ko nismo imeli denarja, smo bili pa boljša družina, ne? Jaz ostajam zraven. Kaj pa mama je? Mislim, če sva z Janom zraven, še ne pomeni, da situacija ni katastrofalna. Ja, se vama je zmešala, sta videla čist zmešana, ali koga? Nisva zmešana, vesela sva, da smo se rešili tistih, ki nas nimajo res radi. Ja, kaj, če so šli s potapljajoče ladje, še ne pomeni, da so pokvarjeni. Jaz jim čist nič ne zameram. Ladja se sploh ne potaplja, to je bil samo lažni alarm, preizkus zvestobe in lojalnosti. Firma je bogata kot še nikoli. Saj sem vedel, jaz ne bi mogel mene vi. A vidva sta naju sam vlekla za nos ali kaj preizkušala? Pa vidva nista normalna. A smo še bogati? Ja. A bom še tajnica? Ja. Juhuhu, tajnica z avtkom. Ja, pa z vlekcami. Juhuhu. Pod eno streho. In naj moč in pogum prevevata tudi našega župnika. Da nudi oporo v najtežjih trenutkih.
Naj ojača šibke. Naj svojo močjo ojača najšibkejši člen verige. Z vašo pomočjo sem dobil moč in željo, da pride to v javnost in da bo spremenilo podobo Slovenije. In to naj se zgodi takoj po oglasih. Joj, no. Pa morajo biti reklame glih zdaj. Dejmo. Jaz bi že rada videla ta posnetek. Ampak mene pa res zanima, kaj se pri nas doma dogaja. Ti si ugasnila televizor, ti ga prižgi. A ja, se res, čakaj. Prižgi ga. Kje je tle? Ej, šefe, čuješ me? Ne vrej, da se zdaj bavaš ti s mojo mafijo. Čuješ me, šefe? Moja mafija može da pojede za ručak tebe i tvoje policajce. Tako. To je bil trenutek resnice, vsaj del nje. In povem vam, da imamo še veliko posnetkov in obremenilih dokazov visokih funkcionarjev in politikov naše države. Sedaj pa zahteve. Pozivamo vse, ki so vpleteni, da v 12 urah na prostost izpustijo gospoda Korena. Da najdejo napadalca na našega novinarja, gospoda Bogataja. Da jaz kot pošten policist dobim primerno zaščito pred skorumpiranim delom policije, da naše družine ostanejo nedotaknjene in kar se ima zgoditi, naj se zgodi do jutri. In še to, posnetke smo poslali nekaterim odvetnikom po Sloveniji in Evropi. Ukolikor se komu od nas ali našim družinam kaj zgodi, bodo posnetki takoj objavljeni. Hvala za vašo pozornost. Moje ime je Rado Breskvac. Se vidimo jutri. Ne, še pica. Zelo rad bi pa pozdravil tudi mojo razredničarko iz drugega razreda, gospod Polko Korenčan. Gospa Polka Korenčan, hvala, ker ste me pretepli in ponižali. Zdaj pa vprašanja novinarke imajo prednost. Čigav je glas na kaseti? A lahko kaj veste, katera so imena, katera imena imate? Imamo dobro zabita vrata pa okna, ste dobro zabita? Ste pa, da smo 12 ur tih kot miške. Če kdo trka na vrata, niti slučajno ne odpiramo, jasno? Ja. Hvala lepa. Čez 12 ur. Gospodje novinarji, čez 12 ur se vidimo. Zlasti se, res. Veselijo. Zdrave. Hvala lepa. Svidenje. Svidenje, gospod. Čez 12 ur. Čez 12 ur. Ja, torej... Rado. Pardon, nisem bil včer. Nasvidenje, se vidimo čez... Rado. Ja, nasvidenje, čez 12 ur. Svidenje. Bravo, fantje, bravo vsem. Še posebej te, Rado. Še posebej te. Ti povej, a misliš, da sem bil res dober? Bravo, Rado, odličen si bil. Prav pasanje destrušic, jezik pogazal. Ja, bravo. Poslušajte, tako, zdaj je tole za nami. Zdaj moramo pregurati samo še teh naslednjih 12 ur. Predlagam, da iz tega našega stanovanja naredimo kar en tak mečken bunker, a? To je, fantje. Zato? Zatirimo okna pa vrata. Točno. Ajde, akcija. Idemo. Idemo, jaz ga gledam.
Špela! Sestrica, takoj bom. Ne odpiraj, kaj pa če ni ona? Pa si se slišala, no, valjda, da je ona. Kaj pa če imajo posnet njen glas, pa ni ona, pa je policija ali pa mafija? Ej, pa bo kdo odprl? Ja, Špela je, no, dajmo odpreti. Kdo je? Ja, kdo je? Mislim, kdo je? Špela, sem domov sem prišla, se vam je zmešala ali kaj? Pa si ziher? Sveda je ziher, no, daj mi odpreti. Kaj ti je? Kaj se ti je sveclal? Da odpri. Sorry, ne morem odpreti, dokler nisem čist pripričan, da si ti. Moram preveriti. Ja, odpri vrata, bom že videl, da sem jaz. Je problem, nih tega ne morem narediti. Moram biti ziher, da si ti. Pa ne vem, kaj bova. Glej, jaz ti dam eno vprašanje, pa če si res ti, ne boš imel nobenega problema odgovoriti, okej? Pa kaj ti je, kako vprašanje? Kaj moram zdaj odgovarjati? Glej, čakaj, no. Bila si na morju, padla si ful po skalah, ful si se potokla, v bistvu je bila ful sreča, da je bila matlik dol pod skalo, ker je ribe lovila. Pa me zanima točno, kje je bilo to, pa koliko si bila stara. A je Špela pred vrati ali kdo drug? Gore se je spomnil super preizkusa. Me prav zanima, če bo odgovor pravi. Ali se bo pa začela vojna? Se vidimo, no, če preživimo, seveda, ne? Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj